Zdaj pa bi potem, če je tako, bi poklical k besedi profesorja Igorja Grdino s temo o nihilizmu v slovenski zgodovini in zgodovinopisju, ki mislim, da, kako bi rekel, ustrezno nadaljuje zdaj to tematiko, ki je začela manjca s to problematizacijo zgodovine, ne? In po Igorju je menil tudi seveda zgodovinopisja, ki je to zgodovino nekako oblikovalo z svojimi pisanji, z svojimi posegi in tako naprej. Igor, imaš besedo. Hvala, Dejan. Mislim, da ne bom mogel nadaljevati v tej smeri. Že zaradi tega, ker je zelo težko opredeliti, kaj sploh mislimo z nihilizmom in ker končujemo z vprašanji, ne. Morda bi bilo na mesto prisluhniti Reinhardu Kozeleku, enemu vrhunskih zgodovinarjev, zdaj že seveda poslavljajoče generacije, ki pravi, da je vsa zgodovina pravzaprav zgodovina pojmov, ne. Mi imamo v slovenščini pač eno knjigo, Zgodovino 6 pojmov, morda bi nihilizem tudi bil takšen pojem, ki bi ga bilo treba na ta način razmisliti. Mogoče bi potem ne bilo treba končevati simpozijskih prispevkov na simpoziju, ki govorijo o orientaciji za vprašanje. Kajti to vprašanje je lahko seveda tudi na neki način odgovor oziroma bolj iskanje odgovora, kot pa samo dejanje. In s tem vendarle bi rekel, da se ne samo ozadje nihilizma ohranja, ampak tudi njegovo samo ospredje. Zdaj pa k tistemu, kar sem mislil povedati, imam napisano, ampak bom rajši poskušal prosto spregovoriti o tistem, kar mislim, da je treba povedati. Zdaj, kot sem že v povzetku nakazal, se zgodovinar z nihilizmom lahko srečuje na dva načina, kot neka oznaka določenih epoh in seveda se mora vprašati, ali ni mogoče že samo zgodovinopisje zaznamovano z nečim takim. Kajti zgodovinopisje ni od nekdaj, pravzaprav se je porodilo precej pozno, porodilo se je takrat, ko je morala biti pismenost že kar precejšnja, kajti vendarle kakšnih homerskih epov za zgodovinopisje, ne glede na to, da je zgodovina v njih, za zgodovinopisje ne moremo šteti. Gre za tudi nek moj davni spomin, ker se spomnim, kako je profesor Grafenauer razlagal razliko med Tukididom in Herodotom. In Herodotu je pripisal, da pač pripoveduje iz veselja do pripovedovanja. Temu nisem ravno verjel, ker potem je seveda zgodovinopisje rojeno pač iz veselja do pripovedovanja. Ampak čisto na začetku Herodotovih zgodb je en stavek, jaz govorim še o stavkih, ne v povedih, torej je misel, da se ne pozabijo slavna dejanja Grkov in barbarov. Da se torej ne pozabijo. To gotovo ni veselje do pripovedovanja, ampak je želja po ohranjanju in sicer tistega, kar je preživelo vsaj en del
preteklosti in se pojavlja tudi danes. Če se vprašamo, kaj je pravzaprav zgodovinopisje oziroma zgodovinska veda, s čim se pravzaprav ukvarja, večina ljudi bo rekla, ja, to je pač preteklost. Pred nedavnim je celo en slovenskih uglednih podjetnikov kritiziral usmerjenost k zgodovini, ker je to pač preteklost. Vendar, če pozorno preberemo Herodota, da se ne pozabi tisto, kar se ve, potem gotovo zgodovina in preteklost nista identična pojma, ampak je seveda zgodovina zapomnjena preteklost in preteklost, ki jo lahko z znanstveno metodologijo rekonstruiramo. Medtem ko ostale stvari pa sodijo seveda v neko ozadje ali pa seveda tudi mogoče v Saturnov obroč, ne pa seveda v sam planet. Gre seveda za to, da torej zgodovina je vendarle zavest o preteklosti. Zdaj se pa poraja vprašanje, zakaj je ta zavest pomembna. Zdaj, precej enostavno je reči zato, in saj smo danes slišali tudi, zato, da se ne začenjamo vedno s popolnoma prazno mizo. Potem seveda lahko pride do hipertrofije vsega tega, kar je na mizi, in tukaj je bilo pojasnjeno, da je to mogoči vir nihilizma. Vendar, če smo zdaj dosledni, bomo rekli, da je to, da je veliko, recimo, da govorim tržno, ponudbe različnih zgodovinskih razlag že sam nihilizem. Poglejte, en primer iz zgodovinopisja, zelo značilen, ampak zelo zdvorezen. Prokopij iz Cezareje je najznamenitejši historiograf justinijanske dobe. Je človek, ki je napisal slavilne knjige, tako rekoč panegirike Justinijanovi dobi. Od knjige Zgradb do vojne s Perzijci, vandalske vojne in gotske vojne. Vse to je res. In tukaj je cesar, pa tudi njegova soproga, ki je bila artistka in ki je svetnica monofizitske sirske cerkve, pač prikazana tako, kot bi delali seveda tam v Raveni mozaik. Ampak ob tem obstaja pa še ena danes majhna knjižica, ki se reče Tajna zgodovina. Tukaj je pa drugačna podoba. V tej tajni zgodovini se Justinijan predstavlja tako rekoč kot demonski lik, saj je bil tudi spočet od demona, ne? Aleš, je tako, ne? In seveda je z drugim ključem razloženo, kaj je Justinijan vse delal in počenjal. Na kratko. Zdaj, glede na to, da sta ti dve sliki izpod istega čopiča, izpod iste roke, ista pamet jih vodi, bomo rekli, je to nihilizem ali pa je to upor proti nihilizmu, kajti vedno v času velikih vladarjev je bilo jasno
povedano in definirano, kaj se sme in kaj se ne sme. Čim imate pri vladarju veliki, veste, da je to močna oblast, tu in tam je seveda res kakšna izjema, ampak vendarle jih je malo, in oblast, ki je jasno, kako naj stvari bodo. In je tudi trud za to. In potem imate seveda ljudi, ki so v takem poklicu zgodovinarskem in ki morajo pač povedati, ker drugače ni mogoče v javnost. Ampak imate pa seveda tudi kakšen tajni spis, ki ga se da samo nekaterim, ali imate včasih tudi seveda samo kakšno govorico ali samo kakšen izraz. Torej, Konrad II. Je bil eden najpomembnejših cesarjev na Zahodu in vse se sklada z njegovo sliko, samo nekje v enem kodeksu je pa eden vendarle napisal, da je bil za vse literarno nevednež in butec. Bil je nepismen. Ne? Torej, v 11. stoletju, ko se je že spodobilo, da je vladar pismen. 200 let so bili vladarji prej pismeni in zdaj pride nekdo, ki je nevednež in butec za vse literarno. Ali enega najsposobnejših v zgodovinopisju bizantinskih cesarjev so označili, torej Konstantin V. Kopronimos, torej bil iztrebek, ker se je podelal pri krstu in je imel seveda tudi potem en cel kup sovražnikov, ker je bil seveda preganjalec podob. In zdaj seveda, mi lahko rečemo, da je ta opozicija takšna in takšna, da je Prokopij dvoličnež. Kaj pa, če nam je vendarle poskušal povedati nekaj takega, kar ne bi smel in kar je razumel, da bojo inteligentni ljudje prihodnosti vendarle tudi to njegovo dano situacijo, kajti diktatura ali pa močna oblast je morda zelo blizu nihilizmu, čeprav seveda je navidezno popolno nasprotje, da torej obstaja še nekaj drugega. In zdaj prihajam tudi še mogoče na eno anekdoto z Ivom Urbančičem, ko sva prišla v nekem dialogu do zvijačnosti uma in je on mislil, da jaz ne vem, kaj to pomeni. In ko sem mu povedal, zelo ljudsko, da to je, če nekdo nečemu nasprotuje in misli, da dela proti, potem dela najbolj za. Veste, da je to zelo ljudska razlaga, ampak v jedru je seveda kar točna, za nekega zgodovinarja, ker mi zgodovinarji smo proti filozofom seveda zelo preprosti ljudje. In malo kateri zgodovinar, in tu prihajam pa zdaj res k problemu zgodovinopisja, se sprašuje o teh fundamentih in zgodovinarji, kot veste, načeloma ne maramo vprašanja zakaj ali čemu, radi imamo pa vprašanje kako. Zato je v zgodovinopisju tako zelo veliko opisnega. Zato je marsikdaj zgodovinopisna profesija izenačena z neko opisnostjo. In zato je tako imenovano filozofsko zgodovinopisje, torej zgodovinopisje, ki motri po nekem zelo jasnem kriteriju, ki pa je filozofski, in recimo nihilizem bi že bil lahko takšen pojem. Takšno zgodovinopisje ni na ceni. Pa poglejte, recimo Kročejevo zgodovino 19. stoletja,
kako pohlevna duhovna zgodovina je pravzaprav to, je veliko tudi dogodkovne tam. In vendar je bil to v mojih časih primer, kako se zgodovina ne dela. Zato, ker je tu sledenje neki filozofski misli in to vodilni misli neke epohe. Sej tisto, kar kroče v tej zgodovini Evrope zasleduje, je vendarle bilo, torej liberalizem, je vendarle bila vodilna ideja, v tem smislu vodilna ideja, da je dajala impulze, do katerih so se ljudje opredeljevali za ali proti. Nihče ni toliko idej dal za in proti v 19. stoletju, kot seveda liberalna gibanja, od nacionalno-liberalnih seveda do čisto klasično liberalnih in tako naprej. Ne? Zdaj, seveda, če gledamo pa tako, bi rekli, z nekega ožjega zgodovinopisnega stališča, ker imamo najrajši samo kako, je takšna zgodovina popolnoma dezorientirana. In so okolja, ki takšno dezorientacijo pospešujejo, je zaželena. Tudi okolja, v katerih govorijo zgodovino zgodovinarjem. Pustite, zgodovina je preresna stvar, da bi se samo zgodovinarji ukvarjali in spoznali na njo. Tu se spomnim nekega drugega svojega profesorja Melika, ki je vedno govoril, da praktično vsakdo lahko prispeva k raziskovanju zgodovine. In primer je bila seveda recimo zgodovina matematike, ker če jo ne razumeš, ne boš na tem področju napravil popolnoma nič. In je mogoče celo bolje, da se išče matematik, ki se zanima za preteklost svoje vede oziroma za tiste glavne misli, glavne probleme, kot pa recimo zgodovinar, ki integralov ni znal takole reševati. Mislim, je tako. Ne? In seveda naše okolje je pa kot recimo majhno, relativno majhno okolje hvaležno za raziskovanje v tem smislu, da že en človek pomeni ogromno. Ne? Torej, nemški govorni prostor je 40-krat večji kot slovenski. Ne? In zdaj seveda nas je tukaj le malo, če to pomnožimo 40, pa bi se toliko ljudi zbralo ob neki takšni temi, kot je naša, pa mislim, da bi bili tudi v Nemčiji kar zadovoljni. Ti si hodil po Nemčiji, jaz sem tudi hodil po Nemčiji in vem, da toliko ljudi, kot je danes tukaj, ne, pač seveda tam, kaj bi jih morali biti 40-krat več, ni na takih srečanjih. In predvsem je še nekaj tako pestrih poklicev od vsaj tistih, ki vas pač poznam. In to pa je prednost našega prostora, da seveda smo lahko v mnogo hitrejšem dialogu, mnogo hitrejši izmenjavi misli. Zdaj, to je seveda neka možnost, kakor je kolega Šušteršič nakazal, ne, da tukaj na trgu smo hitreje skupaj. In lažje, ker se več ali manj, vsaj malce poznamo, lažje stopimo v dialog, kot recimo z vso neko formalno aparaturo, metodologije, strok, ki jim pač pripadamo in ki so seveda neenake in te metodologije pač tudi onemogočajo, da bi primerjali karkoli druga kot naše rezultate. Ker vse drugo je potem skakanje od
ene teme seveda do druge in ko zmanjka po eni metodologiji argumentov, potem skočimo seveda drugam. Ne. Take interdisciplinarnosti imamo pa seveda ne tukaj, ampak drugje zelo veliko. Ne? In kar zadeva zgodovinopisje, seveda še toliko bolj. Ne? In seveda slovenski primer je silno hvaležen z tega stališča, ker se praktično vsi poznamo. V zgodovinopisju je, recimo, kaj s tem profesionalno se ukvarja z vsemi mesti, ki so recimo v muzejih, pa da še raziskujejo, pa na inštitutih, pa na univerzah, 100 ljudi. Ne, se to pa res ni takšna velika količina, da ne bi človek mogel slediti. Ne. In zaradi tega, recimo, seveda je nam tudi na neki način hudo. Ker če v Nemčiji, v Münchnu z nekim načinom mišljenja ne gre, če ne maraš piva, ne moreš biti v Münchnu, ampak v Hamburgu pa si predstavljam, da prav lahko. Ne. Seveda karikiram, ne, ker mogoče se malce premal zdaj v tem delu posmejimo kakšni stvari, da smo mogoče ne resni, ampak resnobni. No, ker stvari v slovenskem zgodovinopisju so pač, vsi vemo, kakšne so, ne, več ali manj. Ne. Torej, ne vem, v kateri stroki lahko je nekdo, recimo na univerzi, izvoljen za docenta ali celo rednega profesorja, ne da bi imel iz tiste materije objavljena dela. Začenjam kar pred našim pragom. Saj je krogu Nove revije pripadal en takšen zgodovinar, ki je bil za občo zgodovino, objavljena dela ima pa samo iz slovenske zgodovine. To je tako, kot bi nekdo na katedro za internistiko okulista postavil. Ne? Na medicini to ne bo šlo. Zakaj gre na zgodovini, zakaj gre na filozofski fakulteti? Vidite, ko govorimo o nihilizmu, ne moremo v nobenem okolju vsega izenačiti, ker evidentno je takšen postopek in ne samo to, da je eden na ta način prišel, zdaj je prišel drugi. Za jugovzhodno Evropo je nekdo izvoljen za rednega profesorja, pa nima praktično nobenega dela iz te materije, ima iz habsburške zgodovine, ki je pač srednja Evropa. Ne? Mislim, to niso vrednostne oznake, to so pač preprosto oznake geografske, in seveda tudi na neki način geopolitične. Ne? In zakaj dopuščati v nekaterih strokah neko večjo stopnico, ker to pa je nihilizem, ne glede na to, kar sem prej rekel, kakorkoli ga pojmujemo, če bomo delali zgodovino pojma nihilizem, tukaj bomo prišli do programiranega nihilizma. Ne? Glejte, to je še ena stopnica več in višje v nihilizmu, kot je recimo nek nivo nihilizma v določeni epohi, ne? Kakor bi razmišljal recimo Urbančič. Ne? Sej, Urbančič glede, zdaj bom jaz pa čisto zgodovinarski zgodovinar, ne? Bom rekel, nima prav glede, ker 1848, ko Slovenci prvič lahko povejo, kaj hočejo, terjajo kraljestvo Slovenija. Zdaj, kraljestvo zakonov ne predpisuje. Karkoli so si mislili pod tem kraljestvom Slovenija, takoj, ko so lahko definirali, takoj, ko je cenzura padla, takoj so definirali kraljestvo Slovenija. Pred kakršno okoli Jugoslavijo, ne vem, Jugoslavija, menda v slovenskem prostoru se pri Simonu Gregorčiču najprej najde. Ne? Torej, 1864, mislim, da je pesem Ti o sreči, ti o hoti, to je Franc Jožef naj ustanovi Jugoslavijo. Ne? Skratka,
Bodimo torej pa tudi previdni, kadar svoje prednike označujemo kakšni, da so bili. Kajti tako napočezno označevanje je tudi neke vrste nihilizem, ker je dezorientacija. Ne? Torej, zdaj, da končam, če smo v epohi razsvetljenstva, magari na njenem izteku, razsvetljenstvo se je v 18. stoletju zelo, zelo ukvarjalo z problemom smiselnosti. Saj razsvetljenci so znali tudi biti zelo dosledni, ampak kam popolna doslednost pride, preberemo seveda v romanu o optimizmu ali torej roman Kandid, ne? Kjer pa vemo, da je na končni recept je lasten vrt, ker na tistega se pač seveda spoznaš. Ne? In če zaupaš potem, in to pa je seveda ena velika iluzija, da tudi drugi ob tebi obdeluje svoj vrt, ne? In tako dalje. Ne, ni tako. Ne? Torej, filozof ve, da so bili naši predniki takšni, čeprav ni prebral vsega. Ne? Kdo drugi pač ve nekaj drugega, ne? O zgodovini tako ali tako več ali manj vsak vse ve. Ne? In zdaj seveda se vprašate tudi, zakaj v francoski revoluciji razsvetljenci niso bili revolucionarji. Se so vsi razsvetljenci slabo končali, ne? Torej Condorcet, Chamfort, to so bili ljudje na begu, pa še seveda mnogi drugi. Ne? Torej, da bi Maximiliana Robespierra imeli za razsvetljenca, ne. Torej, gesla je že imel, kakšna takšna, samo razsvetljenstvo ni samo neka ta bitnostno-zgodovinska ideja, ampak je tudi tehnika in tehnologija. Tukaj je pa že hudo, torej, francoski minister Vergin, ki je veliko kriv za francosko revolucijo, ker je iskal maščevanje Veliki Britaniji in je potem francoske finance obremenil seveda še s pomočjo Združenim državam Amerike. Ne? Vse to je uspelo. Ne? In torej Vergin pravi, ko je sprejemal Jožefa II., da ta je pa res en despot. In ga je pustil čakati 15 minut. Torej, francoski zunanji minister pusti vladarja sosednje vele sile čakati 15 minut. Ne? Skratka, kaj hočem povedati? Da moramo malce premisliti o tem, da so bili v nekaterih časih določenega samoomejevanja v tistem smislu, ko bi neka miselnost postala samouničujoča, ko bi se izvotljevala, tam pa recimo izvirnih razsvetljencev 18. stoletja ni bilo več zraven. S tem bi končal, zdaj, kaj mi bo uspelo pa napisati, bomo pa videli. Bom si pa ogledal, kaj sem povedal. Hvala lepa za vašo pozornost.